Nahajamo se v Hiši kulture Pivka, kjer se predstavlja samostojno razstavo premestitve. To delo, predstavljeno delo, izhaja iz performansa, ki sem ga izvedla leta 2017 v milanski knjižnici. Milanska knjižnica je bila javna knjižnica, kjer sem prišla, se usedla za mizo in začela brati italijansko poezijo v italijanskem jeziku. Prebrala sem celo knjigo, brala sem malo več kot 1 urco. Se pravi, v bistvu razstava izhaja iz tega branja. Najprej bi pa v bistvu začela, kako sem sploh prišla do tega branja. Kaj me je tam zanimalo in kje sem dobila mogoče to zamisel, zakaj sploh brati. V knjižnici v Italiji Italijanom italijansko poezijo, ki jo ne razumem. Se pravi, važna stvar je to, da ne razumem jezika, ne razumem tega, kar berem. Bila sem na krajši rezidenci, na 3-tedenski rezidenci v Italiji, kjer je bil naslov rezidence, se pravi naslov, neka tematika je bila How do landscape shape human imagination? In sem se po 1 tednu mogoče začela spraševati, ali pa še celo prej, ko sem hodila, ne vem, smo hodili na kave, ali pa sem šla v trgovino, ali pa kamorkoli sem šla, so Italijani nekako z mano začeli komunicirati, v bistvu sploh niso hoteli komunicirati z mano v angleščini. Ne vem, nazaj so mi odgovarjali italijansk, pa sem jih jaz malo čudno gledala, sem začela z njimi govoriti slovensk, malo smo se prek mimike zafrkavali in tako naprej. In po kakšnem tednu sem si rekla, pa saj točno tako to nekako nekaj šejpa našo imaginacijo, neke pokrajine, neke druge kulture, neka druga območja države, se pravi jezik. V mojem primeru je bilo to, v bistvu sem se fokusirala, mi je bilo zanimivo to nerazumevanje, v bistvu nerazumevanje ali pa razumevanje mogoče, zaradi tega, ker smo se prek mimike pa prek nekih gest čisto dobro razumeli, pa smo se imeli čisto fajn. In sem se odločila v bistvu, da bom nekaj na to tematiko delala, na temo jezika. Ja, in nisem točno vedela, kako začeti. In sem se en večer sprehajala v bistvu sem našla nek market, ki je bil tudi zvečer odprt. In sem kupila neko random italijansko poezijo, nisem zbirala. Videla sem knjigo v italijanščini, videla sem, da je poezija, mogoče to ni glih čist random, zaradi tega, ker poezijo sem mogoče celo zato vzela, zaradi tega, ker še vseeno je nekaj imaginarnega tudi v sami poeziji, tako kot v tem, da jaz v tem, kar sem razmišljala, da ne razumem italijansko in da bom probala to prebrati, se pravi, kaj se začne dogajati onkraj jezika, ker se mi zdi, da je to dosti povezano tudi pri poeziji, da v bistvu tudi pri poeziji dobiš nekaj več od razumljenega. V glavnem kupila sem to knjigo, potem sem se odločila, da jo bom prebrala v javni knjižnici. Kar je najbolj pomembno je to, da sem brala italijanski jezik, ki ga ne razumem, Italijanom, se pravi, da v bistvu oni naj bi razumeli te zakone tega jezika, italijanščine, s tem, da sem jih jaz kar dosti popačila, zaradi tega, ker jaz jih pa ne razumem. V glavnem, tukaj me je zabavalo, da recimo vsaka beseda ali pa vsaka črka ima nek svoj zakon. A je A, B je B, vsi vemo, ali pa ne vem, vsi vemo, da je bonbon bonbon, če je napisan nekaj bonbon, ali pa da je drevo drevo. Se pravi, imamo neke zakone, ki se jih ponavadi držimo, ali pa tudi ne, ali pa ki jih razumemo. Se pravi, kaj se pa zgodi, recimo, ko enkrat ti ne razumeš teh zakonov, v bistvu, ko mogoče greš čez te zakone ali pa onkraj teh zakonov. Se pravi, recimo, jaz sem brala italijanščino, italijanski jezik, s tem, da ga nisem razumela, ampak se mi zdi, da sem šla, da sem mogoče stopila en korak naprej. Se pravi, da sem nekako ustvarila sama svoje zakone, s tem, da sem brala, pa bila pozorna na čisto nekaj drugega, ne na samo črko, ampak v bistvu, ker črko poznam, ampak ne poznam njenega smisla, zaradi tega, ker sestavljene črke se sestavljajo v besedo ali pa v stavke ali pa odstavke.
In teh zakonov pa več ne poznam, zaradi tega, ker pač ne poznam jezika in se je izpostavljalo čisto nekaj drugega. Ne. Se pravi, ni bil fokus na sami črki ali pa na sami besedi, ker jo nisem poznala, ampak je bil fokus na izgovorjavi, je bil fokus na mimiki, je bil fokus na čisto nekaj onkraj besede. No. In se mi zdi, da se je s tem izpostavil nek nov zakon ali pa nek nov, ne vem, mogoče tudi smisel. Zame je bil. No. Camminava a gran passi per la colline le soprava. S'avanzava per la colline e la soprava. Le nude colline del New England, corizzando alla volpe con ai cani, attraverso il Lipezzolo. In to se mi je zdaj nekaj tazga čist intimnega, lepega, ampak se mi zdi, da lahko dobimo kar nekaj asociacij ali pa vprašanj na to temo. No. In se pravi, da v bistvu zdaj pa eno leto po tem sem se odločila, da bom pač probala iz tega performansa, iz te akcije nekaj narediti. Eno leto nisem, sem se pol leta spraševala, dolg časa sem razmišljala, ker sem imela v bistvu ta performance, jaz ga ne kličem performance, ampak bolj akcije, vsa ta moja dela, ki izhajajo iz zunanjega okolja, večinoma, ne vem, zadnje 2 leti večinoma delam zunaj in potem v bistvu nekako ta material, ki ga dobim od zunaj, s temi akcijami nekako prenesti v moj atelje recimo, ali pa v mojo glavo, ali pa v neko moje misli in ga še enkrat premisliti in iz tega materiala v bistvu narediti novo dela za gledalca v galerijskem prostoru. Se pravi, se mi zdi, da iz teh akcij, ki izhajam, to je nek prvi del mojega dela in je v bistvu namenjen ljudem zunaj. Se pravi, vedno probam premisliti potem to akcijo še enkrat in jo probati narediti, probati izpostaviti samo en del ali pa probati narediti neko novo zgodbo iz tega materiala za galerijskega gledalca. Se pravi, da ne probam, ni mi do tega, no, da bi prenašala v galerijski prostor samo dokumentacijo. Pač kar nekaj časa sem rabila, da sem prišla do neke rešitve, ki še zdaj ne vem, a je to rešitev ali ne, ampak v glavnem hodila sem ta performance, to akcijo, ki mi je bilo, ne vem, res je ena izmed ljubših, sem hotela predstaviti še drugim gledalcem, ampak nisem točno vedela, kako. V glavnem odločila sem se pač za to postavitev, ki jo vidite zdaj tukaj. A je prava ali ne, to pač ne vem, po mojem nikoli ne bom vedela, ampak to je bil pač nekako mogoče moj refleks, moj odziv na vse to. Ta razstava se mi zdi, da je dokaj osebna. Velikrat, mislim, kar je dosti neobičajno zame, ali pa celo, lahko bi rekla, celo abstraktno. Ponavadi vedno vzamem ta material, ki ga dobim od zunaj, no, pa probam na nekaj pokazati, ali pa, mislim, ne na nekaj pokazati, mogoče se samo na nekaj sfokusirati, pokazati, mogoče napačna beseda, samo zaradi tega, ker vedno probam puščati delo tudi odprto, no, da se ga da brati iz večjih smeri, ampak se mi zdi, da ta razstava ne toliko, kot kaže, mogoče bolj preizprašuje, zaradi tega, ker se mi zdi, da sem tudi sama sem pristopila k temu delu tako, no, in tudi sama ga tako doživljam. Alla via della Pentesa. I govani sono rossi e postolosi e seguono in mano denaro e spesazzone. Sotto in candeli pretesiani, sottetuti da safani, c'è qua. Kaj razstava vse vsebuje, recimo v tem prostoru, ki se zdaj nahajamo, je zvočna instalacija in pa objekt, jaz bi temu lahko rekla objekt, v bistvu je rola papirja pa lesena koza. Zvočna instalacija je v bistvu dokumentacija mojega branja v milanski knjižnici. Ta rola papirja, tukaj gor pa vidimo transkript, ne transkript iz knjige, ampak transkript mojega branja, se pravi, jaz sem brala italijansko poezijo, italijanski jezik, ki ga nisem razumela in sem potem v mojem studiu doma to poslušala in delala transkript, se pravi, gre za dvokratno popačenje jezika. V bistvu ni nič drugega, ni toliko vprašanje, kakor pa prej spraševanje mogoče, no, res. Gre celotna razstava, v bistvu se igra s temi transformacijami mogoče. Čisto neka osebna želja potem mogoče, dokaj neobičajna zame. Tukaj imamo neko zvočno instalacijo plus objekt.
V prvem prostoru v bistvu pa celotna razstava v bistvu izhaja iz knjige in iz branja. Se pravi, v prvem prostoru pa imamo knjigo, na polici lojtro, notne zapise, številčne zapise in pa še eno drugo zvočno instalacijo. Izhajam iz knjige, knjigo sem postavila na polico na višino, 2,5 metra cirka. Sem probala čisto spostaviti nek knjižnični moment mogoče in pa to lojtro sem dala zraven, da se je pač treba malo mogoče potruditi, da stopiš do knjige in da jo lahko prelistaš in mogoče dobiš neko povezavo s temi papirji, ki so pa na steni, ki v bistvu so povezava. Zbrala sem eno pesem, ki govori o tem, kako hoče nekaj povedati, ampak ne more, ne zna ali pač nekaj takega in se mi je zdelo zabavno, da v bistvu to kar dosti sovpada s tem mojim modelom ali pa s tem mojim vprašanjem. In sem v bistvu vzela to pesem kot podlago. To pesem sem prevedla v številčni zapis. Pri vsem tem delu mi je v bistvu pomagala Eva Mladenovič, ki se jih moram res zahvaliti. Tudi muzeologinja, z muziko se veliko ukvarja. Se pravi, to pesem sem prevedla v številčni zapis. Za ta številčni zapis sem vzela najenostavnejši prevod, se pravi 12-številčni. Začne do 12, se pravi A je 1, B je 2, C je 3 in ko prideš do 12, greš spet od začetka. To se mi zdi najenostavnejši v bistvu zapis, ampak to sploh nima veze v bistvu. Jaz sem hotela samo delati te transformacije in priti do glasbe, v bistvu do zvoka. Se pravi, ta številčni zapis sem potem prevedla, zahvala gre spet Evi Mladenovič, to je pa ona prevedla, v notni zapis. In potem v bistvu sem jo jaz prosila, če bi ona to zaigrala, da bi ta glasba v tem prostoru še igrala, se pravi, da bi prišla v bistvu iz teksta preko številk, preko not do glasbe. V bistvu bi igrala to eno pesem v knjigi. In takoj, ko sem slišala, kako v bistvu zveni ta pesem, ki je ta kolegica zaigrala, nisem bila zadovoljna s tem, no, v glavnem to moram reči, da nisem bila zadovoljna s tem, zaradi tega, ker je bila pesem čisto preveč osebna. Se pravi, ful ene osebne note je imela noter, kar mi ni bilo všeč, sam zaradi tega, v bistvu bilo je zelo lepo, sam ni mi bilo všeč zaradi tega, ker črke, številke, note, vse to je surovo, vse to je pač, nima nobene osebne note, ko to gledamo. Se pravi, kadar črko beremo, kadar tekst beremo, seveda ima osebno noto, ampak to je zaradi tvojega glasu. Tako, ko imajo pač so note brez neke osebne note, ampak kaj jo ti zaigraš, pride do nečesa čisto osebnega. Se pravi, to mi ni bilo všeč in smo nekako z Evo najdeli program, računalniški program, ki lahko te note zaigra. In je res surovo vsaka nota posebej zaigrana. In se pravi, v tem prvem prostoru imamo še to zvočno instalacijo z neko čudno, neumestljivo glasbo. No. Se pravi, imamo na eni steni note, na drugi steni številke, poličko s knjigo, lojtro in pa zvočno instalacijo. Potem pridemo v ta prostor, kjer imamo transkript in pa moje branje v zadnjem prostoru. Zadnji prostor je pa v bistvu zaprt, z vrvjo, noter se vidi, noter lahko gledaš, samo ne moreš noter vstopiti in je ena čisto majhna fotografija iz knjižnice, kjer sem brala, dokumentacijska fotografija, majhna fotka. Hotela sem pa sobo zapreti, nisem hotela, da v bistvu je ta dokumentarni del čist berljiv, zaradi tega, ker celotna razstava temelji na tem, da pač nam skozi nekaj uhaja, pa da ne moramo. In sem hotela v bistvu samo malo nakazati, pokazati na ta knjižnični del, na ta moj performance, kot neka, začnem s knjigo, potem v drugi sobi z mojim branjem in potem v tretji sobi dokumentacija te knjižnice in mene v hrbet, ki berem, ampak nisem hotela tega poudarjati na veliko, ampak v bistvu sprintana majhna fotografija in soba zaprta z vrvjo, ampak noter se da videti.